Timov čudežni Snežak. Nekoč je živel fant po imenu Tim. Bil je pogumen, odločen fant, poln življenja. Ljubil je naravo in vse v njej. Najrajši pa je imel sneg. Vsako zimo je komaj čakal, da je sneg pobelil hribe. Rad je odšel na bližnje smučišče, kjer je užival v hitrosti in vijuganju po belih strminah. Na beli strmini je nekega dne spoznal tudi svojega najboljšega prijatelja Snežaka, ki ga je nekdo naredil ob robu proge. Tim je naslednji dan Snežaku prinesel korenček za nos, šal, da ga ne bi zeblo, in mu posadil kapo na glavo, da je njegov Snežak postal res pravi, pravcati Snežak. Snežak je bil zelo hvaležen in vesel, da ima tako dobrega prijatelja. Tim in Snežak sta se tako spoprijateljila in vsak dan sta se pogovarjala, smejala in igrala. Postala sta res prava in nerazdružljiva prijatelja. A zima se je počasi zaključevala, sonce je postajalo vse bolj močno ter začelo topiti sneg. Tim je postal žalosten. Vedel je, da se bo kmalu moral posloviti od svojega zimskega prijatelja Snežaka, ker ga bo sonce kmalu stopilo. Zato je sklenil, da bo Snežaku izpolnil še njegovo največjo željo. Snežakova želja namreč je bila, da bi videl morje. Tako je Tim Snežaka naložil na svoje smuči ter ga odpeljal do avtobusa, ki je vozil na obalo. Tam sta si izposodila kolo s hladilno prikolico in se odpeljala do plaže. Snežak je bil navdušen nad modrino vode, belino peska in solnim vonjem
Tim mu je razložil, da je to morje in da je zelo lepo, vendar tudi toplo. Snežak mu je rekel, da mu je vseeno, saj je tako zelo srečen, da ga je lahko videl. Snežaku je bilo vseeno, če bi se stopil, saj je bil tu ob morju s svojim najboljšim prijateljem. Lahko sta opazovala morje ter se veselila vsega, kar sta videla. Bila sta srečna. Tim in Snežak sta se sprehodila po obali ter opazovala valove, ki so se lomili ob skale. Snežak si je želel čutiti vodo, zato je stopil malce bližje, a tako je začutil, da se mu topijo noge. Tim ga je hitro potegnil nazaj ter ga položil nazaj na prikolico. Snežak je postal žalosten, saj je spoznal, da se bo kmalu stopil. Tim ga je potolažil in mu rekel, da ga ima rad in da ga nikoli, nikoli ne bo pozabil. Snežak mu je hvaležno pogledal v oči in mu rekel, da je on njegov najboljši prijatelj, ki mu je podaril najbolj čudovito in najlepše darilo. Nato je Snežak zaprl oči ter se spremenil v lužo. Tim je zajokal, bil je žalosten. Dotikal se je luže ter še zadnjič hotel čutiti svojega prijatelja. Bilo mu je hudo. Solze so mu padale na tla ter se mešale z vodo, kjer se je stopil Snežak. Tedaj se je zgodilo nekaj čudovitega. Zgodil se je čudež. Tim je začutil, kako se ga je nekaj dotaknilo. Pogledal je navzgor ter pred seboj zagledal svojega Snežaka. Njegov Snežak je ponovno oživel, le da ni bil več iz snega, ampak iz vode. Njegov snežni mož je zdaj postal vodni mož. Tim je bil sprva začuden in presenečen, ker ni mogel verjeti, a hkrati neizmerno srečen. Objel je svojega vodnega Snežaka in se z njim spustil v morje.
je Snežaku pokazal ribe, ki so plavale v vodi, školjke in alge. Snežak je bil tako zelo srečen. Rekel mu je, da je to njegovo najlepše in najbolj nepozabno potovanje. Tim in Snežak sta tako ostala prava in nerazdružljiva prijatelja za vedno. Pozimi je bil njegov prijatelj snežni mož, poleti pa vodni mož. Le kdo bi lahko to verjel, če vam ne bi tega povedala? Mogoče lahko prav ti nekoč srečaš Snežaka, ki ne bo snežni mož, temveč vodni mož. Le kdo bi to vedel, kajti domišljija ne pozna meja. Zdaj pa le zapri oči ter si zamisli karkoli, nič naj te ne omejuje. Vedno in vselej verjemi, da je vse mogoče. Vedno verjemi v svoje sanje, nikoli ne obupaj. Naj tvoja domišljija ne pozna meja. Srečno na potovanju domišljije, kjer je mogoče prav vse.